Če bomo prišli do nekih števcev ali pa do nekih plošč nadzornih, ker bo en kup enih podatkov, bo pozornost na kolesarski stezi cesti na temu gor. Kaj ti pomaga 24, 22, 20 ali pa 25, če štiv nekoga preletu? Se strinjam, števci so brez veze. Zato tudi podpiram idejo, da e-skirojem pristrižemo peruti tehnično, ne pa da zahtevamo vso odgovornost od voznika. Sej, razlog je točno tak, kot ga je povedal moj sogovornik, redni uporabnik e-skiroja in pa gledalec avtomobilnosti Aleš Podkrajšek. No in s temi mislimi so povezane tudi včerajšnja priporočila organizacije ETSC, se pravi Evropske zveze nacionalnih svetov za varnost v prometu, v katerega seveda spada tudi naš AVP. No, ETSC torej predlaga zakonsko podlago, ki bi zahtevala, da smejo e-skiroji peljati največ 20 km/h, potem naj dosežejo blokado, tehnično blokado, se pravi, da bo, če bo policist izmeril višjo hitrosti od 20 km/h, bo lahko avtomatsko dal kazen, ker bo vedel, da je bil e-skiro odblokiran. Jaz osebno razumem smiselnost take tehnične omejitve hitrosti, ker analize res kažejo, da je hitrost na skirojih pereč problem. Sicer pa jaz na splošno osebno nisem pristaš splošne omejitve hitrosti. Meni je recimo zato bistveno bolj všeč ena druga ideja, ki so jo predlagali pri ETSC, namreč, da hitrost e-skiroja omejimo z GPS-om, se pravi glede na lokacijo. Zdaj, en primer, se pravi, ko se bo voznik e-skiroja zapeljal v cono umirjenega prometa, njegov skiro ne bo šel več kot 10 km/h. Jaške za odvajanje meteorne vode. Te so ponavadi niso na istem nivoju ali pa vmes dilatacija. Te znajo biti precej doprne. Pri ETSC bi tudi zahtevali velika kolesa e-skiroja, najmanj 30 cm, to je 12 palcev. Testirali so namreč obnašanje različnih e-skirojev pri vožnji čez 5 cm luknjo, no rezultati so bili sprejemljivi samo pri teh večjih, pa seveda tudi manj praktičnih e-skirojih. Se mi pa zdi takšna ideja o teh velikih kolesih na e-skirojih zelo razumska, ker ravno zaradi teh majhnih koles so tale majhna vozilca tako zelo problematična, pa tudi nevarna, pač ker so nestabilne in tudi jaz osebno sem prav zaradi te nestabilnosti veliko raje na kolesu. S to fizično nestabilnostjo pa je povezano še eno priporočilo ETSC in povezano je s tem, ker nam je tako ali tako jasno, ampak kljub temu je prevečkrat neupoštevano to, torej, da se na e-skiroju sme peljati le en sam, ne pa dva. Zakaj je to nujno? Težišče je drugačno, v bistvu si precej bolj neroden, ne? Delo je, ne? Ni lagodnega tle. Ker je v končni fazi tudi lušten, ne? Tudi to je, da malo migaš, ne? Da je kakšna mišica druga dela, ne? Iz prehajanja, iz kolesarske na pločnik. Če boš trd, bo to tako izgledal, ne? Če boš ti mehkak, bo pa Da moramo v bistvu se malček počepniti v kolenu. sprednjo gumo majčkeno povzdigneš, majčkeno ga. No, izkušeni vozniki e-skiroja so nam dali še kar nekaj nasvetov, kako biti, kolikor se da biti varen na e-skiroju. In res toplo priporočam tole zgodbo. Se vidimo jutri.